Torej, vsekakor ni moj interes, da želja danes se tu skregati s HSE-om, ker sanacije brez tovarne z sodelovanjem HSE-a ni mogoča. Kljub temu pa moram odgovoriti na nekaj trditev. Prvo, garancije za fizične osebe ne obstajajo. Kaj poudarjam? Garancije za fizične osebe garancij HSE niso dajali. Dajali se banki in depozit in monetarne premoženje za to, da je banka izstavila zahtevane bančne garancije in jih predložila HSE. Garancije so bile izdane za izvedene bodoče investicije, ki bodo res zagotovile delovno mesto, ki bodo ne glede na tisto celo električne energije vam omogočile, da lahko delajo. In če mi danes te garancije sprostimo, ne mi, pa ne vi, verjamete, smo na isti strani mize. In tudi gospod Cajko mislim, da je na drugi strani mize. Ne moremo delati. Mi nismo prepričali, da vse, kar smo tukaj dobili od revizor in vseh ostalih. Nihče, tudi lasten revizor družbe PGR, je podal mnenje, da v takšni finančni situaciji, kot je PGR, ne more naprej delati. In mi nismo prepričani, nimamo podatka, da bomo s tem omogočili prihodnost. To si pa želimo in to je namen. Vse naš namen ni drugo. Naš namen je, da mi zagotovimo proizvodnost na tej lokaciji dolgoročno. In že mi govorimo o tem, da imamo 3,3 milijona evrov denarja v obliki garancij za investicije, to ni denar za repromaterial. In dejansko mi smo res naredili, mi smo naredili tudi za svetovalci predloge, kaj bi se dalo narediti. In ti predlogi niso odvisni od poslovodstva holdinga, niti od nadzornega sveta holdinga. Ampak na koncu smo mi tudi poprosili ministra za gospodarstvo, ki se zelo zanima za rešitev te situacije, za njihovo mnenje. Dejansko se moramo zavedati, da je bila dejstvo B&B Profil in gospod Cajko edini kupec, ki izpolnjeval pogoje, da to družbo kupal po recimo zelo ugodni ceni, kar na določeni poslanci državnem zboru očita, da je bilo razprodaja državnega premoženja. Zdaj bomo mi vrst vsega še pa garancije, ki so za investicije, sprostili za repromaterial pa za ostalo. Jaz ne vem, če ne 3 mesece, kasneje z vami tukaj sedel, pa se zagovarjajo, zakaj se garancije sprostili. Če bi sploh imel osnovo, da ga sprostimo. Te osnove mi nimamo. Mi si želimo in smo šli do skrajnih mer partijskega sodelovanja, da res lahko stvar speljamo. In še jutri je pripravljeno za to sodelovanje. Pa danes, skozi. Vendar da nekaj pravimo znova. In tudi vse pobude, ki so morajo imeti tako pravne, kot tudi stvarne temelje. Vredno se vsi te sobi zavedamo, da posodobitev v proizvodne stroje in ostalo je potrebno, da lahko dolgo delamo. Ta je nujno potrebna. Zdaj pa, mi sprostimo zadevo, se pravi 3,3 milijona, sicer imamo po eni izmed izjav bank, bi naj od tega 1,3 milijona bo dejansko potem spuščene po likvidnostnega denarja. To, po mojem vedenju, se pravila 6 bruto plač na poslenih. Če želimo postaviti proizvodnjo, po informacijah, ki jih imam nekje, mislim, da dober milijon bi se potrebovalo za repromaterial, ki so sredi surovine, se pravi, smo rešili. Smo, če so predstavili problem za 3 mesece, leto dni ali zavedno. Če ga zavedno predstavimo, sem prepričan, da smo vsi prvi vrsti zainteresirani, da ga rešimo. Če pa ga ne rešimo, pa vedimo, in naš interes je zaščita delavca. Garancije za vas zaposlene v tem trenutku morajo pokriti 4 milijone evrov skladno s pogodbo prodaje. Mi danes, če razpolagamo, približno tako količino garancije. Se pravi, smo kot dober gospodar še to zaščitili. Ker če ne, vam pa tudi jasno to spustimo več. Ne jaz, ne HSE, ne Jože Zagoš, ne nihče ne bo znal povedati, odkot če lahko pridobimo sredstva, da obveznosti, ki si jih je država in holding zavezala do vas zaposlenih, še izpolnimo.